Mi smo dobili odgovore, ki enoznačno pomenijo to, da bodo delničarji ostali brez vsega. Tudi v primeru, če pride do potrditve prisilne poravnave. Tega ni storil predhodno upniški odbor, to je danes potrdila večina na skupščini. Mali delničarji smo bili seveda proti, napovedali tudi izpodbijanje takšnega sklepa, ker gre v bistvu za način, kjer so razlaščeni, brez da bi se o tem dejansko opredeljevali. Na drugi strani pa seveda edina odločitev, ki je bila predlagana, pelje v to, da daje možnost družbi, da preživi, oziroma da jo nekdo z minimalnim zneskom 10 milijonov pravzaprav v popolnosti prevzame. To je seveda stvar nadaljnjih ocen in komentarjev, od kje, kdo in zakaj je takšen strateški partner. To so vse vprašanja, na katere lahko le upamo, da bo kdaj dan ustrezen odgovor. To, kar smo spremljali v tej zgodbi SCT-ja, ne zasluži drugega komentarja kot dejstvo, da očitno institucije, ki bi doslej morale ustrezno ravnati in reagirati, niso bile kos svoji nalogi. Marsikater takšen postopek in predlog je bil dan tudi strani Združenja malih delničarjev. Prej sem omenil recimo postopek o obistisnitvi, več kot 4 leta je potekal, 1 leto tega je poravnalni odbor ugotovil, da je vsaj 3-krat premalo bilo izplačano takrat malim delničarjem. Iz neznanih razlogov doslej sodbe še ni. Kot v posmeh je ta sodba in naslednji narok predviden v sredo, ko se hkrati, kot veste, zaključuje tudi obdobje, ki bo povezano z prisilno poravnavo. Tako da s tem v zvezi je seveda tisti grenak priokus in bridkost vsega tega dogajanja še en od pokazateljev, da na področju upravljanja družb in nasploh ekonomskih razmerah v Republiki Sloveniji soočamo in smo priča situaciji, ki je katastrofalna in da je skrajni čas, da se te razmere, ti pogoji uredijo. V nasprotnem seveda ne samo na ravni posameznika, gospodinjstva, ampak celotne skupnosti ne bomo obstali, ker če na takšen način ravnamo in hkrati sprejemamo tovrstna dogajanja, potem je seveda naša perspektiva in prihodnost žal nikakršna. Vse je osredotočeno na to, da se do srede to dogovori dokončno, zdaj ni več odvisno samo od nas, je še od upnice, od bank. Če bi bili upniki za stečaj potem, oziroma banke, ga bi mogli že sprožiti. Zdaj mislim, da je prvič neka realna rešitev pred vrati, tako da jaz mislim, da je pametno, da se to počaka, da se pač tudi banke, ki bodo sodelovali oziroma sodelujejo v teh pogovorih, da se one odločijo. Če se bodo odločile pozitivno skupaj z strateškim partnerjem, potem je to zelo dobra rešitev. V nasprotnem primeru pa stečaj. Vse je pogojeno s tem, kdo bo strateški partner. Skrajni rok v vsakem primeru je 25, da se razkrije in da da neko garancijo. Skrajni rok, da so pa sredstva na računu in da imajo delavci plače, je pa narok. Narok je pa 14.6. To je to. To so datumi, ki morajo biti izpolnjeni. Zato zagovorim, tisti, ki bo neko garancijo dal, se ne bo premislil. Zato mislim, da tudi ta ime se ne objavlja toliko časa. Poleg današnje skupščine SCT-ja je potekala tudi skupščina Triglav Naložbe. Sprejeta je bila iztisnitev delničarjev iz družbe. Pri tem smo sicer nasprotovali iztisnitvenemu sklepu, a vendar hkrati lahko izrazimo zadovoljstvo ob tem, da je glavni delničar, Zavarovalnica Triglav, upošteval naše ne samo zahteve, pač pa tudi skozi pogajanja dosežena izhodišča, da je lahko iztisnitvena cena najmanj 1,58 evra, kolikor je bila ob nedavni dokapitalizaciji tudi emisijska cena delnice. Temu pogoju je sicer zadoščeno, vendar pa žal delničarji še ne bodo dobili izplačila neposredno po sprejetju skupščinskega sklepa, kajti bila je napovedana izpodbojna tožba strani enega od delničarjev, kar bo verjetno utegnilo podaljšati izplačilo za mesec dni oziroma
5 tednov. S tem v zvezi kaže izpostaviti tudi današnji narok s poravnalnim odborom na Ministrstvu za finance v zadevi iztisnitev kar 2400 malih delničarjev iz družbe Kolor strani večinskega delničarja Heliosa. V tokratnem naroku smo šli skozi metode cenitev, hkrati pa ugotavljali, kje so seveda prisotni vse razlogi in argumenti za to, da iztisnitvena cena ni bila primerna. Prepričani smo, da tudi ko prejmemo pisne odgovore na naše dodatne utemeljitve, ki so bile podane v tem postopku, na osnovi le-teh z odgovori poravnalni odbor prepričamo, da je potrebna bodisi nova cenitev ali pa sprejeti sklep, ki bo skladen oziroma blizu tega, kar so pokazali izračuni strokovnih sodelavcev združenja. Kar 555 delničarjev se je ogorčeno, neposredno vključilo v ta postopek preko Vseslovenskega združenja malih delničarjev in menimo, da tudi v tem, kot v preko 10 drugih postopkih, ki so še v teku, upravičeno zahtevamo, da tisti, ki so bili razlaščeni, dobijo to, kar jim gre.